Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri mi je danes res v veliko čast in veselje gostiti dr. Uroša Perka, sina dr. Andreja Perka in dr. Irene Perko. Živijo, Uroš, pozdravljen. Dobrodošel v Krškem. Ja, tudi mene veseli, da sem tukaj danes lahko. Super. Deva tako po naši stari navadi, deva malo zmolt za uvod, res da ne bova kakšnih neumnosti govorila, da bo pogovor štekel v pravo smer. Dobro. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Gospod Bog, hvala ti za ta trenutek, hvala ti za Uroša, hvala za njegovo življenjsko zgodbo, za mojo življenjsko zgodbo in za zgodbe vseh nas, ki gledamo, ki poslušamo. Dej, da bomo znali ceniti ta dar življenja, ki nam je dan, in da bomo znali z njim odgovorno in dobro ravnati, pa naj nam tudi ta pogovor pomaga pri tem, da bomo nekatere stvari ozavestili, spravili v prakso, spremenili in da bo to sprememba, ki bo tekla v pravo smer. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako do začetku, tako zdaj, vselej vekomaj. Amen. Evo. Super, Uroš. Evo. Pripelil si se iz Primorske? Ja, danes iz Kamnika. Danes iz Kamnika, tako, ja. Ker zdaj v Kamniku delam. Delaš, in takrat, ko sem v Kamniku, sem 2-3 dni v Kamniku in tako imelo danes malo bližje. Bravo. Potem te drugi del tedna sem pa na Primorskem. Nekje vmes sem zdaj. Družina, žena živi? Je na Primorskem. Primorskem. On je zdaj v Kopru dela, tako da deloma je tudi kdaj v Kamniku z mano. Tako smo kar dinamični. Zasledil sem za eno hčer. Jaz imam sina pa hčer, ki sta seveda že odrasla. Sin ima ravno danes 23 let. Wow, vse najboljše. Ja. Lepo. Ja, njemu, ne vem, a bo gledal ali ne, videl, če bo fotra gledal, ne, vse najboljše. Koliko je za name. Ne, ampak se mi zdi kar okej, tako da sem zjutraj že govoril z njim, se je celo javil in lepo. Tako, danes hči je pa stara 19, je zdaj lih prvi letnik na akademiji likovni, tako da evo so stvari tako. Lepo. Ampak tako je, drugače se pravi, sem ločen, ne, tako da že kar dolg časa, mislim, tako je bila ena taka stvar. To je bilo tudi takrat, ko so se lomile stvari, ne. Žal ni takrat šlo, ne. Potem seveda imam zdaj novo partnerko, ženo, ne, s katero mislim, da kar dobro voziva, ne, tako da ona ima 2 otroka, tako da tukaj mislim, sem jaz potem neko vlogo prevzel takrat, tako da sta pa tudi stara zdaj že 15 in 17, tudi na svojem, so v Avstriji že v šolah, tako da smo tukaj precej freja, ne. Svoje nekako svoje odpravila, ne, oba so zelo zgodaj imela, kar se mi zdi čist okej, ne, zdaj še enkrat. Sem bil ravno toliko star, kot zdaj moj sin. Tudi morda počasi že čakam. Fajn. Punca ima že dolgo, ne, se hecam, tako, no, ampak tako je zanimivo, ne. Moj oče je bil star 23, jaz sem bil star, ko se stvari obračajo. Pritisk, se že kar generacijsko pravila. Ja, ne, mislim, da, ampak si ne vem, zdaj, ko sem nazaj takrat, če gledam, tako je bilo, nisem jaz tako občutek, da bi takrat gledal, da bi moj foter toliko star. Ne, se vem. Tako, ampak je pa zanimivo, ne, kako neke stvari, in to se tudi v terapevtskem delu pravzaprav videvamo, to non-stop, ne, kako dejansko stvari, tako se generacije vlečejo, ne. Nekaj. In zdaj so lahko dobre, a ne, lahko probleme, ki se pa une slabe začne. Se pravi, ti si imel tudi v resnici izkušnjo enega preloma, a ne? Tako kot recimo oče Andrej, ko je mu mama dala ultimat, pa je šel v kruglu v obravnavo takrat. Koliko si bil star, ko sta šla na kruglu? Če se vrneva malo v tvojo zgodbo. 8 let. Če se spomniš časa predtem? Mal. To mislim, da je ena taka lastnost, ki kaže, da stvari seveda niso bile v redu, a ne. Ker to mnogokrat opažam tudi v skupinah, a ne, tako nekako tam bolj, ko je travmatično za nekoga otroštvo, a ne. Bolje potiške. Manj si zapomnejo, ne. Pa seveda vsak si malo drugače zapomne. Jaz z mojo sestro, ko govorim, meni je tako noro, kaj si ona vse zapomne, ne, in kako, mislim, jaz si čist neke druge stvari, pa seveda pol manj, ne. Ona je starejša, ne? Ona je mlajša, 3 leta mlajša. Pa si ti manj zapomnil. Ona si pravi, si neke stvari zapomne, lahko tudi, da ima tukaj večje kapacitete, mislim, da nisem to. Pač enostavno
Enostavno pa ni nič tako, ki je dost, mislim, hudo bilo pri nam, ne naš oče, mislim, se pravi, ne, tudi ni bil tak čist tipičen alkoholik, bi rekel, ne, tudi jaz ga nimam v spominu, nikoli ni bilo nekega krega strašnega ali nekega nasilja, ali da bi, ne, je pa, mislim, tako bolj tukaj, kaj pa vem, ne, mislim, da sta one dva z mamo imela, ne, tiste svoje, predvsem mama stiske, ne, spomnim se mame kot živčne, nevrotične, tega, imam neke slike, ne, in tukaj mislim, da je to bilo, ne, se pa čisto morda, to se mi še zdaj zdi, ne, da sem nekako v zadju v sebi precej občutljiv in tukaj mislim, sem se potem kot otrok precej zaprl, ne. Malo potlačil stvari, ja. Zaprl in tako, ja, potem... Kaj pa potem, ko sta šla v program, recimo, tako, mi je ful zanimivo, recimo, ko ona dva prepodujeta, zdaj me zanima recimo tvoja plat zgodbe, recimo to doživljanje teh sprememb. Ne, mislim, ne vem, takrat meni se jaz tudi tako, a ne, Rugla, kot imam v spominu, ne, on je bil tako strah in trepet in ne, vse se je treslo. Jaz ga imam res tako v izrazito dobrem spominu, tako res nimam tisto, da bi se ga bal. Ne vem, kot da bi nekako čutil, takrat nisem mogel racionalno, meni so kar vlačili veliko sabo, a ne, veliko sabo. In, ko pa vem, jaz pač tam sem bil, bilo je neko mesto, težko bi racionalno takrat se mi zdi vedel, a je dobro, ali ne, pa čutiš nekako, da je dobro. Tudi pa z Ruglom smo imeli neke otroške skupine in to, v bistvu to je že takrat zabavno, a ne, pač, kaj pa vem, ne, mislim, ne vem, tako, če si imel neke kapacitete, nisi neumnosti govoril, pa to je bilo, tako je bilo fajn. Se je porajal tudi on tako. Ja, mislim, je bilo tako, je bil korekten, si to otrok rabi, ne. Ni problem, če nekdo stroka, ne, bistvo je to, da je korekten. Ja. In da veš, kaj pričakuješ, ne, in potem, kaj pa vem, tako, ko smo po hribi hodili in to, ne, so bila neka doživetja, ne, to, ne vem, sem bil star, mislim, da 90 let, ne, to za dan so nepojemljive reči, takrat so cele skupine, po 40-50 ljudi po hribi hodilo, veš, pa smo šli visokogorje, ne, pravzaprav stvari, ne, in severna stran moje stroke, ne, ki je potem polovica skupine šla, ampak bilo še vedno 20-25 ljudi brez neke varovalne opreme, čelanja, pa se šlo, ne, pa smo vsi preživeli, ne, ampak tako, ne, izkušnja, ko ostane, ker smo na primer v tišini mogli sredi noči hoditi na Triglav, ne, in potem na malem Triglav v sončni vzhod in to se ti globoko vtisne. Sicer jaz potem normalno sem se operal, ne, in potem precej so me silili, seveda potem pri 13-14 v hribe, ker se mi pa ni več toliko dal. Pravzaprav potem so se mi kar precej zamerili, čeprav zanimivo sem potem plezati začel. To je precej drugače, ne, hoditi v hribe pa plezati, pa sem se potem za športno plezanje odločil, kar je še malo drugače, ne, ampak sem dolga leta rabil, tako da zdaj dejansko, ko sem se nazaj vključil, ne, in s tem skupinam začel delati, tako se začutil spet hribe in začel tako uživati. Iz lastne motivacije. Ja. Ampak mi je pa ostalo to, seveda z tega ven, to pač nek tak osnoven, bi rekel, sprejemljiv, higieničen nek življenjski slog, to, da bereš, to, da je izobrazba vrednota, to, da ne vem, da tečeš, da zase poskrbiš, tako te neke stvari, to pa, kaj pa vem, jih toliko smo ponavljali, pa predvsem tudi videl sem jih, ne, da jih nekako sprejmeš in so del tebe. Ti si se pol čisto v vrhunski šport usmeril, ne? Ja, to je pa moja nadkompenzacija, bi temu rekli, tako, ne. Ja, jaz potem... Prvak v... Ja, ma dobro, tisti je bilo, tako, tisti je bilo, potem jaz sem se dal kako sem bil star, jaz sem imel že zelo hitro ideje, da želim plezati. Pri 10-11, ampak to je bilo, govorimo, leta 16-17, takrat je bil alpinizem, ne, ni bilo šanse na to stopiti, kot zdaj prek neko športnega plezanja, potem pri 14 pa sem že lahko s podpisom nekako šel, ampak takrat se je začelo tudi športno plezanje razvijati, ne, tako da smo to srečo, sem bil čist od začetkov, ko so se tako te mladinske kategorije začele, a ne. In si še za Jugoslavijo medaljo dobil, ali kako? Ja, to je bilo še takrat, tik na prelomu, a ne, in pa se je tudi v Sloveniji začelo te tekme, bolj mladinske, a ne,
pač plezali si tudi v plezališču, ima takrat je to zelo mala skupnost, v bistvu smo imeli stike z vsem, vsi smo se poznali. To je bilo, v bistvu je bilo lepo, ne. Ampak si pravim, je bila pa po drugi strani to moja neka nadkompenzacija, pravzaprav Po domače bi se temu reklo mal beka, ne? Ja, to je bil v bistvu na neki točki totalen bek, ki je pravzaprav nekako polno rozčal, ne, ampak to sem dolgo nisem videl, ker res potem, ko sem nehal plezati, sigurno en od stvari, ki ti ostane v neki taki rahlo disfunkcionalni družini, ko odraščaš, kar je naša sigurno takrat bila, je nek sram. Je nek sram. In meni je bilo dolgo potem sram, v bistvu pravzaprav že sem plezal, ker te ni sram sam, ko nekaj ne narediš dobro, tako v kontekstu tega, seveda neka slaba samopodoba, slika od zadaj, ampak to, kako te drugi vidijo in to, ampak tudi, ko naprimer nekaj dobro delaš, veš, pa te pa ne sram. verjameš, da je res dober. Dolgo mi ni bilo jasno ta koncept, ker sem nehal plezati, meni je bilo tako, kada tega ni bilo, veš, kar zbrisal bi, in to je 10 let potem še, In zdaj to lahko sprejemam in zdaj to vidim pravzaprav, da je en del mene, da je bila zelo dobra izkušnja, si v končni fazi veš, neke nore stvari tudi doživel v tem not, in bogatil in svoj notranji svet, in tudi tako sebe, videl sem neke stvari, veš, so bile, ne vem, smo bili stari, jaz sem lih 18, šel s kolegom, ten strboval, ki ima 21 za 2 meseca, dobro v Ameriko, samo veš, takrat, brez telefonov, brez vsega, tako ne povem, da 4 dni preden sva domov šla, sva bila v Oregonu, sva imela do letališča v Salt Lakeu, mislim, da 1300 mil brez avta, ki nam je crknil normalno, imela sem nekih $30, veš, tako, tako so bile dobre zgodbe, noro zdaj, ko pomislim tako za nazaj, tako se je veliko dogajalo, ampak mene potem, ko sem nehal, sem vedno tako, ker sem gledal par kolegov manj, ki so zdaj zelo uspešni, pa so bili tudi zelo uspešni plezalci, in sem bil na eni 50-letnici zdaj pri enem od kolegov, kot ponosno predstavlja tudi tvojo zgodbo, ko je plezal in se s temu, seveda, normalno, meni bilo, kje sem jaz tukaj, zakaj, kaj ti zdaj meni, pa tako na nek način tega sram, in v bistvu ravno zdaj potem, ko sem doktoriral iz teme duševne motnje med športniki, sem potem to tudi v knjigo dal, ker se zdaj ravno z založniki dogovarjam. Zelo zanimivo je predvsem to, ker mi je uspel malo ven iz tega znanstvenega diskurza, pač potrebnega sicer, ampak drugače normalno pustega in dolgočasnega. Ni za običajno zbral precej nekih zgodb ostalih športnikov, ki govorijo same za sebe, zelo so si podobne, in v bistvu v tej knjigi potem je kar nekako samo od sebe prišlo, sem tak obračun sam sabo naredil, in svojo nadkompenzacijo in kaj se je v bistvu vse dogajalo, pravzaprav kako zlorabo je šlo nekega, predvsem mojega telesa, na tem nivoju. Potem sem imel težave in tudi zdaj, to je enkrat Andrej Agassi v svoji knjigi napisal in to je natančno povzel, se on ima isto težave, če je dobro to, ko se jaz počutim pravzaprav, ko si, ker zdaj sem tudi že star, ampak že 10 let nazaj, ker nisem bil toliko star, ko, veš, ker lahko kupiš nov avto, pa je že ful zvožen, pa zjahan, ali pa kupiš starega, pa je ohranjen, in to sem jaz prvo, saj kar se prek športa tiče, ker sem pač res prek vseh mej, zlorabljal v bistvu tako telo, ni bilo nobene meje. V končni fazi potem se tudi vse skupaj skrat težko izgorelosti končalo. Pri 29. Aha, že pri 29. Takrat sem res mislil, da je crknil, tako grdo povedno. Takrat je bilo, ker je rabilo biti, ker me ni ustavilo, jaz nisem imel nobene poškodbe, nisem kar tak trpežen sem, tako trpežen organizem. Jaz to lahko, mislim, tako v neslutene višine, tako to svojo zlorabo pelje v teles in to ni bilo nič, me ni nič ustavilo. Kaj si občutil v tem pretiranem telesnem, bi rekel, martru, trudu? Kaj recimo, je bila to neka presežna izkušnja zate, ali kako je bilo to recimo, ali je bilo to res
Mislim, da je mogoče še mečkaj za lajke razloži besedo nadkompenzacija ali pa kaj pol pa še recimo podkompenzacija, tako malo, veš, da malo za naše ljudi, da mečkaj razdelamo, kaj je to. Ja, mislim, sigurno na neki točki, ne vem, tako sem bil, mislim, nadkompenzacija pomeni seveda to, da sem bil nekako, občutke, ne vem, lahko neke sramu, krivde, ne vem, neke nezadostnosti, to, predvsem to, da nisem dosti dober. In potem se ekstremno pač nadkompenzira s tem, da se v eno stvar izrazito fokusiraš, kjer potem nadpovprečno se udvostuješ, tudi bolj kot bilo treba, tudi to seveda potem ni nujno, da jaz zdaj vem, naprimer, če bi pol manj treniral, bi imel sigurno enkrat boljše rezultate. Tako, na dolgi rok, tako da se meni si potem v prvi fazi, dokler nisem stvari razdelil, to isto v študij preneslo, bilo pomembno pa same desetke in pa to, ker sploh ni potem več tisto odzadje, odvisno, naprimer v plezanju tako, samo neko doživljanje, ostalo življenje okoli, ampak je samo to, da si dober, da imaš rezultat, tako zelo tak odvisniški vzorc, pravzaprav to rad, ki je, če ne pleza se v bistvu ne počutiš dobro, ampak tudi potem, ko greš, samo tisto malo utišaš, ampak nekega dobrega feedbacka pa tudi ni več, nekega pravzaprav dobrega počutja. In se v tem noter začneš potem vrteti in to potem sam še bolj pritiskaš nas in še več in se to ne neha. In tako tudi pri študiju si to ponovilo in potem sem tako sicer te stvari potem hitro razdelil in to malo spustil. Bo pa vedno en del tega seveda pri meni, nekaj tega manjka, ki je pač v zgodnjem otroštvu, se ne bo, se ga potem ne da nadomestiti in pač neka nadkompenzacija seveda, je pravzaprav boljše, kot lahko si pa dekompenzacija zgodi, te pa vidim pri delu v komuni predvsem, pač kjer se potem v droge zapadajo in druge stvari, to je pa tisti drug del, zgodba pa dostikrat zelo podobna, in pač seveda tukaj vidim, pač vedno bom malo bolj storilnostno naravnan, se nekje, morda še vedno malo nadpovprečno trudo, ampak v neki meri tudi, ko to sprejmeš, kljub potem temu tudi zdravo, ni to tak problem, predvsem pa znam kdaj tudi se pravim, se malo nazaj potegniti, tako vzeti, spočiti, kako letos poletje, ko sem dejansko videl, da ne morem, da me utruje, znam, se nečem 14 dni, 3 tedne, enostavno se zavestno ustavil, tako da gre na boljš, čist dobro pa nikoli, bo v drugi, kako se reče. No, ampak ta proces je meni zanimiv, Recimo, vem, en tak trivia podatek, ki je na internetu povsod, kako te Ata pri 19 zabrisal iz hiše, Ja, sem šel tako, Ali si šel, kako je to bilo? To se rad pohvali. To se Ata rad pohvali, Kako je, da o tem povem. Ja, da mečkem poveš o tem, recimo, ker si šel v ta šport, in a je bilo to, recimo, pač to so zdaj že malo, si že bil v športu, ampak si potem, praviš, pregoro od pretiranega športa, Tako, kako je, recimo, kako je izgledal ta pač proces tega prvega odhoda od doma, ki je bil zunanji odhod, Maja sva rekla, da bova poskusila temo zapeljati na oditi in pridružiti se, recimo, kar je zdaj recimo tudi nekak pač tema naše revije Diš zdaj v tem momentu, pa čutimo, da je to ena ogromna težava in potreba, tudi mogoče pol kasneje greva pa lahko v same odnose, kako se to med možem, ženo, partnerko, recimo, kako se to tam izraža, ampak tako, da greva malo iz tvoje zgodbe potegniti ven. Jaz tukaj tako šolsko načeloma, kako ne. Jaz pač že takrat pri 15, mislim, ko sem začel intenzivno plezati, je bil, nekako upor očetu, In takrat, kaj pa vem, zdaj, ko gledam, je to še poglabljeno, ker si z današnjega vidika gledam, je pač oče takrat prav imel, tako šolo in študij in to, ampak meni je to tako bilo, kaj ti meni govoriš, mislim, zdaj, kako jaz nam sam plezal, seveda, z današnjega gledišča tako neumnost, tudi če bi lahko, je to dejansko premalo, to sem tudi sam začutil, da rabiš, ti še vedno toliko časa vstane
ki je zapravljena, ne, dejansko kamerske, ampak to pač v takrat uporne, če govorim, ne boš mogel to sam plezati, moraš nekaj drugega, tako nekako, jaz tukaj nisem čutil ne podpore, a ne, in to je meni samo še žgalo, a ne, ta moj mehanizem, pač se še bolj trudil, a ne, še bolj z glavo čez zid, a ne, da bom pa pokazal svet, da lahko. Da se da tudi samo to. Že zdavno, ko ni bilo več razumno, a ne, pač ne spustiš, kaj ne vidiš, a ne, in to pol se je vrtelo vse okoli tega, mislim, normalen korak je bil, mislim, ne, težava je tudi to bila, v bistvu tako, ko gledam z temi, ki zdaj pravzaprav terapijo hodijo, ne, ko so v skupinskih terapijah, tukaj, ker naša dva zelo hitro sta se šla zdraviti, a ne, in to se pravi, to je bilo pač meni potem mnogo lažje, ne, ker to je bistvo, ne glede na to, kaj je bilo, ona dva potem sta naredila prave korake, a ne, in živite zelo korektno. In meni z tega ven je zelo enostavno, pač tudi sem se naglihal, a ne, nekako, ampak tudi vmes, ne, tudi, ker sem, če lahko tako rečem, bluzil, pa si nisem tako nekako bluzil, ampak neke stvari delal, ki niso bile, ne vem, najbolj prav, najbolj korektne, ali pa v pravo smer. Tako, vedno sem vedel, kam pa kompas kaže in kje je prava smer, ker sem imel zgled. Mnogi tega nimajo in so popolnoma zgubljeni. Ampak po drugi strani pa težko daš, ne, potem to, ker neke stvari razdeluješ, ok, kaj zdaj, ne, a je to res bilo, a sploh je bilo, a sploh so, zdaj kakje, a sem jaz sploh odrasel otrok alkoholika, ali nisem, tako v tem kontekstu, ki ste se šla zdravi tako hitro, take spremembe naredila in je pa tukaj malo zabrisano, ne, ampak ok, to se je seveda s časom, mislim, da to močno prevlada, ne, da sta naredila stvari tako, kot je treba, in predvsem si pravim, da jaz sem tako skozi vedel, v bistvu kam kompas kaže, ne, ker sem pač imel, ne, tudi tako lahko potem vidiš, ne, kako živi, ne vem, oče, kako živijo, ne vem, strici, kako druga žlahta, kako drugi odrasli in ne, kaj, pravzaprav kaj ti je model, kaj je tisto, ko je tisto, kar bi ti želel, ne? Kar da boljši rezultat v neki končni fazi. Čeprav je to sicer relativno, ampak ja. A lahko recimo, morda iz te tudi tvoje zdaj terapevtske izkušnje, ne, v bistvu ugotoviva, da tvoja osebna izkušnja ni toliko splošno merodajna, ker ni v prejšnji generaciji dejansko niso stvari pošlihtane, ne, se pravi, ta odhod od doma, ne, ti si ga pač naredil zoper očeta, ki je že delal vse prav ali pa večino stvari pravilno, ne, v tem smislu v življenju, ne, in si pač ti sam se odbil in hvala Bogu si moral iti od doma, da si lahko potem recimo zdaj prišel nazaj, ne. Zdi se mi, no, da ogromno nerazrešenih odhodov od doma, ne? In to je mogoče ena taka res patologija slovenska, tipična, no? Ja, pač ta pretirana navezanost na mamo, ker pri mami in očetu ni pravega odnosa, da bi ona dva živela v dobrem odnosu, ne? In pol mame kompenzirajo in so pretirano navezane na kakšne sinove in tako naprej. To že bistveno naprej. Ne, jaz tako, ko gledam, prenavljalo tako, ne, potem jaz tukaj sveda sem se uperal očetu, delal sem popolnoma normalno, da me ni gledal, ne. Tistim se je tudi, jaz zdaj ne bi, ampak tukaj ni bilo, rečem, nobene zamere, ker sem tudi jaz samo čakal, ker sem samo čakal, da grem. Ne, tako da to, jaz sem komaj čakal, ne, ampak pač seveda je bil nek pobeg, ne, pa zelo hiter seveda tudi sem pač dobil punco, ne, potem, s katero smo skupaj, s otroke imeli in to in je bil tukaj že v štart precej napačen, ne, izhodišče je bilo slabo, so bile dolgo skupaj potem, ne, mislim, da so bila 13 let, 14 skoraj, ne, tako da in marsikaj problem enostavno ni šlo, ne, očitno so bili preveč nevrotični vzgibi in neke kompenzacije, ki se enostavno niso še šle, žal, a ne, in pričakovanja. Takrat, dobro, ampak si pravim, zdaj to že tudi kar nekaj časa, a ne, tako da potem res probaš tukaj, ne, tako da je ok za otroke, a ne, tako da tudi z te strani jaz marsikaj seveda kot oče, a ne, sem potem delal stvari, na katere nisem najbolj ponosen, a ne, tako da mislim, da sem to otrokom povedal, a ne, se tudi upravičil, zdaj oni, kako so to je zdaj njihovo, a ne, kaj seveda bojo oni s tem in kako bojo, ampak se mi zdi, da nekako kar lepo ohranjamo odnose in
in jih vozimo, ne, sigurno tudi oni bojo mogli kaj zrihtati normalno, ampak zdaj je moja naloga to, ne, da kažem tudi jaz nekim mojim življenjem njim naprej pot. Ampak zdaj, če se vrnem to na mojo zgodbo, ne, in mojega očeta. Tukaj, kar je bilo zelo pomembno, je seveda to, ne, da sta ona dva bila že toliko pametna, da sta toliko na sebi naredila, sta bila ona dva kot par dovolj močna, ne, pa sta enostavno pustila. Ja. In potrpežljivo čakala in v tem kontekstu vedela, a ne, seveda pač to, a ne, točno to, kar pač one dva lahko naredite, da sta one dva korektna in da se bojo to, pač da zaupaš, da prepustiš in da se bojo stvari poštimale, ne. Tega večina ne zmore. To je težko. Si tukaj je pa potem ta problem. Tukaj zdaj, nek sem jaz rekel, z mano v odnosu do mojih otrok. Pač nekih stvari nisem dobro delal. Žal, a ne, mislim, si pravi, mi je zelo žal za to, z njimi sem se konkretno pogovoril sem se v nekih stvareh, ki so bile, ki ne, tako pač, tudi sem se upravičil, si pravi, ampak ne v kontekstu, ne, da jim je oprost in to, ampak pač mi je žal za vse to, ne, in zdaj tako res daš potem njim, kaj bojo s tem, ne. Zdaj pa jaz sigurno ne morem vplivati na to, a ne, kako bo moj sin kaj dela, kako točno dela, kakšne odločitve, lahko pa se na nek način molim in svojim življenjem kažem, da bo njemu to pomagalo, da se bo uravnaval prav, a ne. In tudi tako mislim, da je seveda bilo pri nam, a ne. In sta potrpežljivo čakala, ne. Ne vem, sicer, kako je moja mama iskrena, in je tako malo v hecu, zato, ker sem doktoriral, ne, to je bilo res njen legendarni stavek, vse, kar je rekla, ne, je rekla, ne, prvo, kaj je bilo, ko smo se dobili, to je bilo lani. Kosilo, to je bilo lani, ja. Ne, in je rekla, da je pa mislila prej, da bom v samostan šel, kakor doktoriral. Malo za hec, ne, tako. Tako da ja, pač si pravim, se je dobro sešlo, ne. Potem seveda se jaz mogel neke stvari razrešiti, narediti na tej poti, tako da in potem tudi normalno, nek se te stvari reševal, sem potem lahko v drugačen odnos vstopil, ne, tudi to zdaj ženo za Martino, ko imava, ne, čist na nekem drugem nivoju odnos, ko ima neke stvari razdeljene, dejansko gre tisto, ne, ko kljub vsemu si en toliko spravljen s tabo, lahko veš, da sam lahko zguraš, da sam lahko živiš, ampak pač enostavno lepo biti skupaj, a ne. In je to precej drugače, ne, kakor je bilo 20 let nazaj, a ne. Meni je bilo najtežje tisto, tudi priti iz te poze drže upornika, a ne. Ja. Karate naporne, ne, karate star, kakorkoli, ne, pač to je dobro tudi, ko imaš otroke, ki vidiš, da pač, da je tu je star, ne, da nisi pri 35, 40, pač. Nisi več 20. Več 20, ne. Ne, in se pač videl, ne, tako da me je to utrujati začelo, ne, in potem, ko sem te stvari malo razdelal, ne, tukaj sem se lahko umiril, ne. In je dober. Ja. Ne. Koliko ti recimo tebi osebno pomaga srečevanje z zgodbami ljudi, recimo zdaj, kje profesionalno trenutno se udejstvuješ, pač kakšne so te skupine, mogoče kar malo poveš, če kdo ne spremlja recimo dela tvojega očeta, se pravi mogoče ta del vrnitve v to tudi službeno okolje, recimo zdaj na novo, ne, ki v bistvu potem res odhodu, a ne, si nekako res svobodno in zrelo prišel nazaj. In mogoče tako, ja, kako sodelujeta, kaj pa recimo ti tukaj zdaj pri tem delu nekako, zakaj se ti zdi to najbolj smiselno področje udejstvovanja, mogoče tako, no. Recimo tako. Ne vem, ker je to v meni. Ja, no vidiš, ja. Ampak to je bilo že skozi, ne, pač stalno, jaz ne vem pač zakaj, ampak odkar pomnim, si pravi, jaz sem pač odraščal, a ne, z tem Ruglovimi skupinami, a ne, s to tematiko in očitno si to tako vtkalo v mene, da tako, da dejansko lahko rečem, da je del mene postalo. Seveda tudi tako, kot večina, ne, potem teh ljudi, ki nas dela v teh poklicih, a ne, tako in psihologi in psihoterapeuti, pač kjerkoli, a ne, ko nudijo pomoč drugim, a ne, zaradi takšnih ali drugačnih okoliščinah so
morda bolj senzibilni neke stvari zaznajo, ne, kar je lahko tudi uvera in to si dejansko tudi je problem. Ne. Če si ti preveč senzibilen, če pol ne znaš nekih mej postaviti, če se prepleta, če preveč hočeš rešvati v tem kontekstu, moraš pri sebi zrihtati neke stvari, ampak kljub vsemu, neko kapaciteto ti da, ne, da nekaj stvari vidiš, začutiš, ne, da malo drugače gledaš na to. Tako da me je to stalno zanimalo, ne? Tudi v srednji šoli, pač mi je bila psihologija tako izredno zanimiva, tudi literaturo to sem bral. Samo normalno, kot prvo mi ni niti na misel prišlo, da bi študirati šel, ker pač je to oče govor, moram študirati, ne, sem pokazal, da ni treba. Ne. Potem, ko sem šel študirati, seveda, normalno je bila prva odločitev študij športa, ker takrat sem tako tehtal, zdaj sem pa že toliko vložil v šport, normalno, čeprav to je bil še vedno nek tihi boj proti očetu, in sem potem seveda šport študiral, potem pa v vseh izkušnjah, in tukaj je bila vseeno, tisto mi je, mislim, tako je neka milost tukaj pol dela, neke stvari niso čisto tako natančno razložljive, ampak tako neke stvari so bile zadosti, in pol mi enkrat žena rekla, pa tako, kaj ti neki bluziš, ne, si imaš vse pred sabo, veš, in imelo tako neki, pa je to res, ali kaj, jaz res lahko to delam, ker si že 20 let želim, pa se mi zdi, da sem vse že zamudil, tako nek globoko z mene vam prišlo, tako. To je pol, ko bi se plas usul, meni v to potegnilo. Pa je tudi oče rekel, itak da lahko, pač upiši zdaj to, tukaj na to univerzo, končaj ta študij, tukaj prakso delaš, pri meni se učiš, in v to šlo. Tako meni se takrat čisto nek nov svet odprl, ki ga takrat z te moje perspektive sploh nisem videl, da je možno v to še not vstopiti. Se pač mislim, enostavno sem tako pozval. Potem, ko sem pa to pri očetu začel delati, prvo, kar je bilo tukaj, mislim, potem sem jaz nazaj prišel, da je bil oče normalno tudi zelo zadovoljen, najbrž precej bolj, kakor je pokazal. Ja, pa ne gre, mislim, to sam za naslednje. Ne, gre tudi za to, da si pač mu dal priznanje s tem. Tako, in tukaj je tudi on mene potrdil. On mene potrdil, kar je seveda tudi to nekaj bilo, kar sem jaz potreboval, da so se stvari potem zložile skupaj. In potem sem pa videl, tako je to, ko sem začel hoditi, ko sem začel zraven delati, pa se izobraževati, ustrezno. Tako, da je to res v meni. In sicer recimo pol kar študij psihoterapije mi je bil res težek. Še enega doktorska bi lažje naredil. Tako da veliko stvari. In zdaj, ko gledam, veliko odpora sem imel, tako blazno veliko, ker vsem te Ruglove metode precej drugače. Ampak tukaj s tem skupinam, ki delam, po socialno-andragoški metodi, to, ko oče dela, ki prek Rugel delo, pa se oče ni Ruglov naslednik, on pač po tej metodi dela, dela precej drugačen kot Rugel, tukaj sem jaz precej drugačen kot oče. Ampak tukaj zdaj je ratlo tako neke stvari, dejansko, ko jih ne vidiš, tisto, kar rečeš, je že za nekaj dobro. Čeprav ti je neskončno težko, takrat, ko si v tem notranjem in v tem študiju psihoterapije, jaz sem ful trpel, ker je bilo to vse drugače pravzaprav, kakor ima moj oče pogled na to, ki me je končno potrdil, meni se pa tukaj podelaš, pa jaz bi jih vdušil vse. Ampak, potem pa, in tudi potem, ko sem delati začel, ko moraš seveda v sklopu psihoterapije individualno delati in pod supervizijo, pol počasi sem pa odpirati stvari začele, pa sem imel blazno srečo, sem lahko z neki supervizori tukaj iz Hrvaške, tako, ker smo se blazno dobro ujeli, tudi pač so tako res odprti, in so se meni tukaj stvari začele odpirati, tako da se tudi tukaj na tem pol individualne psihoterapije vedno bolj udobno počutim, ampak tukaj je skupinsko, tukaj sem pa tako res vidim, mislim, suveren, pa upam, da ne zgleda zdaj tako naduto, ker vem pač, ker tako se pripravljam, delam z vsem spoštovanjem pristopom k stvarem, ampak tako vidim
ko se usedem, a ne, in ko imam skupino, ker kljub vsemu da si rojen za to. mi je lahko, a ne, na nek način lažje, ker dan si kup psihoterapevtov, ne, je težko not prijeti. Meni tukaj enostavno, ker ima oče to upeljano, ne, ampak po drugi strani pa ni hec, a ne, prijeti kar pa imeti 25 ljudi in to speljati, sploh, če prej to delal nekdo, ki zelo dobro dela, tako ne moreš. Se pravi, si prav prevzel za njegove skupino? On mi je potem pustil eno skupino, zdaj počasi gradim drugo, katero imam v bistvu jaz, ne. In jo imam jaz čez, mi popolnoma, tudi to, ne, je zelo velika stvar, on tukaj si popolnoma omaknil. Tudi mogo spet zaupati, ne, ni bil 100%, da pa nam je neumnosti delal, rečemo v tem kontekstu, ampak je umaknil. Ne, in jaz tukaj, ko pridem, ko se usedem, meni je tako res, ko bil doma, jaz sem tukaj tako res 100%, brez kakršnih koli dvomov, ko se prej, ne, in se prej sprašuješ in pol ne zdaj, ampak tisto, ko se usedem, ko si tukaj in zdaj in ko moraš. Ne, ampak zdaj, da se vrnem, da povem, ta študij psihoterapije, ne, in dostikrat sem se vprašal, pismo pa treba, pa to matrati, pa neke neumnosti in to, ne, in bi rajš, ne vem, kaj drugega, ko so možnosti, ne, pa je bolj znanstveno usmerjen, pa bi na hiter, ne, magistriral brez te neke prakse, pa bi to delal, ne, in zdaj vidim, koliko pravzaprav je bil nujen, potreben in dragocen, ki je kot prvo sem jaz mnoge stvari, ker kljub vsemu, ne, tokom tega študija sem srečal kup enih zelo pomembnih in dobrih ljudi, ki so imeli nek vpliv name, ne, sem enega danskega teologa, evo sem imel psihoterapeuta, strosno fantastično, on me je v dveh minutah me je sezul, čist, ne, sem sam gledal, ne, ampak to so neke izkušnje, ko ostanejo, ki te spremenijo, ne. Ampak tukaj je meni to omogočilo, da sem se znotraj tega, ne, ki bi se lahko preveč zlil, ne, in tukaj je vedno problem, kako, če jaz isti, to ne bo šlo, ne, ker tudi nisem isti, ne, čist drugačen, ne, mi je to omogočilo, da sem se tukaj oddaljil, pravzaprav tukaj najdu nekako sebe, kakorkoli se zdaj tako sliši. In zdaj vidim, ne, ko sem to not pripeljal, mi ravno to omogoča neko drugo izkušnjo, drug pogled, da v bistvu tukaj lahko delam bolj iz sebe ven, ne, in tukaj se ločujem in sem drugačen kot to oče dela, ne, in brez tega nikakor ne bi mogel biti. Ne, tako da se mi zdaj to zdi zelo blazno dobra stvar, ne, in tudi tukaj vidim ta individualna terapevtsko delo pravzaprav mi na nek drug način kup enega znanja nudi in enih izkušenj, ki jih zelo lepo integriram v skupinsko in seveda obratno. Zelo ne sočustvujem, ampak zelo razumem to, potrebo potem, da prideš v, ne, tudi pri nas, pri družini in življenju je ta zgodba malo, ne, se pravi oče in mama, ki sta to začela in jaz, ki prihajam oziroma sem prišel nazaj, veliko je bilo treba predelati in razdelati, da lahko čutim, da je to tudi moje, pa da delam isto stvar, vendar drugače in tako, ali pa malo, ne, tako. Dajva poskusiti iti malo v te smeri, kje recimo zdaj konkretno so ljudje, ki prihajajo, kje čutiš, da so odnosi med pari. Se pravi, v vaši metodi je tako, da vedno, vsaj pri očetu je bilo ponavadi tako, je rekel, ne, če sta tukaj kot par, pa da je eden alkoholik ali pa ima kakšno drugo težavo in pridejo na skupino, sta poklicana oba, zato da skupaj rasteta, ne. Tukaj pri Dižu s tem, da morate iti oba v zakonsko skupino, je tudi malo podobno. Se pravi, ne delamo samo na enem partnerju, ne. Ker ta razvoj mora iti skupaj, če ne gre sta ona dva narazen med seboj. Vedno je, ko gre par v terapevtski proces, je pač pride do spremembe. Zdaj pa ali gre narazen ali pa skupaj ostane, ampak oboje je boljš kot tisto vsred, ker ni vse skupaj nič. Točno. In je sprememba. Seveda morate, mislim, tako je, ne, samskost, to je že Rugel rekel, je najhujša psihiatrična diagnoza in to se pač v praksi kaže stalno, ne. Tudi, ne vem, občasno oče vzame, je zdaj tudi mama, ne, kakšne primere v skupini, ampak samski noter, ampak oni rabijo še enkrat več časa. A ne, seveda se zdaj to da razložiti teoretično, ne, ampak je pač bolj dolgočasno tako, pač ne vem, ali
ne, psihoanalitično nas nezavedno determinira in mi rabimo drugega, pravzaprav, da nam pokaže, kdo smo. Ampak bolj po domače, vsak je sam, ki pride do krize, ko mora nekaj spremeniti. Pač se pokrije zdaj, ko čez glavo 3 dni počaka, ven stopi, nič se ne spremeni, nič ne rabi narediti in naprej. In kriza je mimo. Fura po svoje. Če si ti v paru, bo pa to zelo težko šlo. Slej, prej je rekel, kaj pa ti delaš, pa mogo nekaj drugačne resti. Ne grejo te stvari mimo. Tukaj je ta bistvena razlika, zakaj je samskimi težko. Tudi je problem, ne vem, kot par, kaj se dogaja. Par ima enega psihoterapeuta, ima žena, drugega ima mož, in pol na koncu, ki se kregata, ki žena prav, meni je moj psihoterapeut rekel, si ti kriv, in obratno. Meni je pa moj obratno in ne prideš. Tukaj je treba, sploh pa pač, ko pa govorimo o neki odvisnosti, je pa ponavadi itak tiste drugi mnogo bolj oškodovan. Ker pač noben tisti, ki živi z odvisnikom, normalno strukturo, pa pogledam na življenje, ne bi šel v odnos z alkoholikom, narkomanom ali pa s kar drugo odvisnostjo. Takoj, ko bi videl, bi jasno dal mejo, pa šel. Pa se pravim, niti se ne bi zapletel. In potem v bistvu vsa ta leta, ki živi zraven, je mnogo bolj oškodovan kot tisti, ki se umamlja. Ker on je itak umamljen. Ni tako hudo. In to se tudi natančno kaže. Ko pridejo, naprimer alkoholik se tukaj zdraviti, oni zelo hitro napredujejo, če se držijo programa. Če pravzaprav pač sledijo tem nekem življenjskem slogu, katerega morajo spremeniti, se stvari zelo hitro popravijo. Pri partnerjih je pa to, pri partnerkah pa to traja. Na začetku seveda mislijo, da samo njega se zrihta, pa bo boljš, pa vidijo, da ni tako. Pa mnogi tudi tega koraka ne zmorejo. Po 3-4 letih rečemo, potem spustijo, ker na njih pride. Ker to je ponavadi doba, ki traja, da potem se začnejo ženske stvari pri sebi odpirati in vidijo, kaj vse seveda ni bilo v redu. In tudi v komunah, ki delamo, fantje končajo, odvisni od drog, teh Dom Perinovih komunah, ki delamo, se tudi kaže, pač, kaj pomeni ta samskost. On konča komuno, se zbori 3 leta noter, potem pa, ko prije tisto, zdaj gre ven, se počasi vklopi, okolje, dobi službo, sam. Za koga? Zakaj sploh bi on bil trezen? Tako, sami sebi pravzaprav sprašujejo. Je to... Ampak recimo, če se vrnemo k tej ženi, odvisnik, alkoholik ali kakorkoli, ona je v resnici imela eno tako verjetno mnenje o sebi, kot žrtvi, ki ne potrebuje dela na sebi, in njega je treba zrihtati, on je tisti. Tukaj vidimo, da je treba, ne vem, tudi pri nas nekako probamo zvračati nazaj na to, da s tistim 1% svojim se poskusi ukvarjati, unih 99%, ne vem, neke krivde, pust primer, pa deli na sebi, to je najtežje, pride do tega spoznanja, da greš vase, pa začneš na sebi delati. In če imaš nekoga, ki je očitno problematičen, je to toliko težje, ker pač ti si pa v redu. Seveda, se tukaj gre ponovati dostakrat za neko soodvisništvo, za nek in potem oba seveda soustvarjata neko stanje, ampak najlažje seveda na drugega kazati. In dostakrat je tudi, pri ženah je tako, pripeljejo seveda, in to je klasično reči, zrihtejte mi moža, pol bo vse, seveda delč od tega. In mora vsak, tukaj je tudi to program, ki se dela, pravzaprav ga mora vsak posebej, narediti, delati. Se pravi, ta program vključuje branje knjig? Branje, tek, pisanje dnevnikov, seveda utrinkov na knjige, hoje v hribe, kulturne prireditve, tako vse. Celosten razvoj človeka. Tako celostno. In tukaj se pravi, mora vsak posebej izpolnjevati
A ne, tako tudi to, ne, pač mora tukaj žena, ne, da se utika, nadzira, kontrolira, ker to nima vpliva, a bo mož delal ali ne. A ne, lahko pa seveda neke meje postavi ali pa stališče do tega, da on dober dela ali ne dela, a ne, to pa ima. Ampak tukaj seveda mora to puščico nase obrniti, ne. In to je vedno problem. Tudi vidimo, ko hodijo na razgovore starši, ki pripeljejo otroke, ki imajo težave, se ali k nam v skupine tudi dostikrat, ali pa za komune, a ne. In seveda je otrok težava, a ne, ampak otrok je vedno zgolj pokazatelj vsega, kar je narobe v družini. Ampak kaj zdaj najlažje, ne? Nam zdaj je sebe rihtal, slučajno mislil, kaj je z mano narobe, seveda pač se vse fokusira na tega otroka, ne. In ti vržeš žogico, ki jim kažeš, da morajo pa oni kaj narediti, pa jih ponavadi ni več. Ja. Ker zginejo. Ampak nekateri pa ne, nekateri potem to seveda premorejo. Pa generalno pa ja. Mislim, meni je v resnici zelo, mislim, to mi je jasno, ampak mi je pa tudi žalostno, ne, v resnici, kako mi kot starši, no, pač smo nagnjeni k temu, ne, ker dejstvo je, da najtežje se je sam s seboj in s svojimi stvarmi soočiti in s stvarmi, ki so v zakonu, ne. In tako, no, se mi zdi, da res to, če probava nazaj pripeljati to temo o odhajanju otrok od doma, ne, kako v resnici pač starši, ne vem, ogromno je teh različnih mehanizmov, po katerih otroke obremenimo, ne. Ali s tem sindromom grešnega kozla za vse v družini, ali z nekimi pričakovanji, ki bi naj jih izpolnil in v bistvu naše želje in naše ambicije izživel. Tako, no, se mi zdi, in potem so te stvari še zapakirane v lep paketek ljubezni. Seveda, vse to delamo, ker te imamo radi. Tako, ne. Malo krivde, seveda, sramu se tukaj nabije. Ja, to je problem. Sej to je že naš oče pravi, ne, ko pravi, v bistvu je, mislim, da skoraj velika večina, ne, čez 80% pač, ko imamo nerazrešene težave v primarni družini, ne. Ko ima mama, ko pridejo partnerji, se zdrav, ali pa posameznik ima v primarni družini nerazrešene stvari. In ni zapustil. In v glavnem so pač po izkušnjah se kaže, a ne, to zdaj v klinični praksi govorim, so težave, kjer so v glavnem z mamo. Dostikrat je zgodba tako, a ne, pa je oče nek nasilni alkoholik, a ne, pa je prva zamera do očeta, ampak potem zelo hitro rešijo stvari, a ne, ker kaj je ena razlika, ker običajno, prvo kot prvo, praviloma povejo, da neko psihično nasilje boli bistveno bolj kot fizično. Ne, to, in tudi, ne, te z očeti se hitro reši, ko se da meje, jih ponavadi mislim, nejasne so si, na čem so. Ne, ali bojo kaj z njim rešili, ali ne, da imajo jo upošteva. Ne vem, če ne misli, se umakne in tudi ve, kje je. Ne, ni manipulacij. Ne, ni zamer od zadaj. Ne, ni izsiljevanje čustva strani očetov. To je problem. Pri mamah pa je. In se to vleče, ne, in se... In se pravi, in se pol zamere in kdaj tudi lahko maščevalne in tekmujejo in to je težava. Zato, ne, in tudi to zamerijo, ne, seveda, da če so imele, ne, naprimer, očeta, ki je bil alkoholik in to, ne, da niso nič naredile, da jih niso zavarovale. Tako, to se pač zdaj to se kaže, ne, izrazito. In ta seveda prepletenost, ne, ta globoka prepletenost potem še v odrasli dobi, ko imajo one ko ustvari otroka, ne, odraste, ima svojo družino, partnerja in sta oba želja v bistvu po kontroli, še zvezana, ne, boh ne dej, da še živijo v isti hiši, a ne, in potem je. In mnogokrat tudi, kar zdaj kažejo, ne, ko naprimer mnogokrat, ker normalno, a ne, en zelo dober indikator seveda je tudi, a ne, da so urejeni in dobri spolni odnosi med partnerji, a ne, ker in mnogo seveda jih, predvsem žensk pove, da šele ko upravijo z materjo, se lahko sprostijo potem in popolnoma predajo možu. Okay. Če si midva deca upava zdaj jeti v temo, kaj pomeni za žensko opraviti z materjo. Recimo, ker se mi zdi tako, ne, veliko se govori o
maminih sinčkih, veliko se govori o moški nesposobnosti odhoda od doma, recimo, ne? Kar je dejstvo, recimo, ne? In pač sploh v Sloveniji res smo ta specifika te sobivanja po teh bajtah, to je noro, ne? Tukaj ne vem, to so meni ogromni odstotki, ne znam zdaj na pamet povedati, kolikšen odstotek je, ne? Oče tvoj pa pravi 100 km zračne razdalje, ne? Vmes, ne? Ampak meni se zdi recimo ena taka res neobdelana tema pa je, kaj pa za žensko pomeni zapustiti očeta in mater, ne? Tudi biblično je, ne? Mož bo zapustil očeta in mater in se pridružil ženi in bosta eno meso, ne? Kaj pa za žensko pomeni recimo pač zapustiti svojo družino, ne? Ker v resnici mislim, da je ogromno enih ali idealizacij družin primarnih, ne? Ali pa pač zamer, ki jih vlečeš v kasnejše, recimo. Ali pa eno z drugim, se gre tudi oboje. Ja, eno z drugim. Zdaj tako različne, seveda so različne stvari, a ne. Tukaj je mnogo težje, ne. Pri moških se mi zdi je bolj očitno. Je bolj jasno, seveda pri ženskah pa to, da to bolj pripada ali pa da ni tako problematično, pa da je bolj normalno, ampak ni, ne. In tukaj ponavadi kar opraviti, kaj pomeni. Isto drugače kot moški, ne, da da neke jasne meje, da postavi jasne meje, ne, in da predvsem tukaj, kar se potem, ko odreže imamo, ko da meje, ne, da lahko potem začne tudi svojim možem drugače postopati, ne, kakor to doma vidi ta vzorec, ne, mame do moža, ker ga ne hote seveda ponavlja in prevzema. In pravzaprav, da moža sprejme, a ne, da ga potrdi in da ga lahko začne seveda, ne, to, kar je osnovno podpirati, a ne, spodbuja to. To je ta bistven premik, a ne, se mi zdi. Seveda je pa vmes mnogo, tako kot si rekel, ne, idealizacije, nekih zanikanj, potlačevanj. Ja. Ampak je pa ravno tako, a ne, zelo prepleteno, a ne, ta odnos med hčero in materjo je zelo problematičen, a ne. To je zelo prepleteno, zelo velikokrat potem to tudi pride pravzaprav nek prijateljski odnos, ki je mnogokrat, predvsem strani mame, žal zmanipuliran, izkoriščen in uporabljen proti seveda hčeri, ko je to nepotrebno. Ja, ta prijateljski odnos je v resnici lahko tudi oblika kontrole mame nad odraslo hčerjo in ne samo njo, ampak posledično celo njeno družino, ne, v resnici, ne, in tako. Tudi to vidim, da se marsikje pojavlja in zna biti velik problem, no. Pa se ga ne naslavlja dosti, se mi zdi, no, v družbi. Premalo, ja. To mislim itak, da se mnogo problemov nekako ne naslavlja, ne, in tudi ni za pričakovati, ne vem, da se jih bo, ne. Okej, res je to v navezanosti z moške, z mamo, a ne, se morda malo bolj, ne, ampak pač še vedno Kakaj je recimo res ogromno, no. Kak odnos, recimo, če ti zase zdaj lahko rečeš, da imaš zdrav odnos s starši in kakšen je tak zdrav odnos, ko si prišel nazaj? Pa jaz mislim že vmes, tudi ko sem se superil in ko sem plezal, sem rekel, sta starša tukaj pametna in sta čakala, sta se umaknila, a ne, nista pametovala, drezala, usmerjala, ne, marsikaj si najbrž oče mislil, ampak je pustil, a ne, da naredim tako, kot jaz mislim, a ne, in to je to. In ko sem prišel domov, a ne, pa vedno tako so bili veseli, a ne, ampak predvsem to se mi zdi tako nekako odkriti odnosi so bili, a ne, tako pošteni, v bistvu so name gledali, tudi jaz zdaj gledam kot na mojega sina, ne, ta preskok, da ne gledam kot na otroka, ampak na odraslo osebo. Ja. Ker je dostikrat težko. To je na starših, ne? Ja, ne, tako žena upomniti, pa ko ti z njemu govoriš, ne, tem, ki je bil star 18-19, pa sem odrasel, neke neumnosti, pa preverjaš, pa uno, ne, in to, da imam jaz odraslega, da imam dialog z njim, da mu neko spoštovanje pokažem, da imam dialog kot z odraslim, a ne, to mogo zdaj on povedati, če je vedno tako, ampak mislim, saj deloma, a ne, in to, tudi ko pridejo morda kakšne stvari manjše, da se
pove, a ne, da ni neke užaljenosti, da se jih sproti razdela. A ne. Ampak kljub vsemu, a ne, in seveda, da je neka distanca vmes, normalno. A ne. Ker vedno neke male stvari pa normalno, da ostajajo in da so in ne more po moje to tako biti, a ne, da pa to res funkcioniraš kot z nekimi najboljšimi prijatelji. Ja. Tako pač, da je neka zdrava distanca in da da ni to normalno, tako kot mnoge ženske, ko mislijo, ko se pač, dobro, tudi fanti, ampak tam bolj mame kontrolirajo, ne, ampak to, ko so z mama dnevno na telefonu, z dnevno se sliši, dnevno jih kontrolirajo. Vse podrobnosti. Ampak so različne, se pravi, dinamike od zadaj, ne, in to niti, se pravi, ni kot prepoznano. Tako je to normalno, ne. Prepoznano je kot normalno, pa ni. Tako. Ne, ni, seveda. Ne, no, se to onemogoča. Potem vidiš, kako jih pravzaprav blokira, ne, v nekem njihovem delovanju. Recimo, dobro, ti si praviš, zdaj sva večkrat rekla, imel to izkušnjo staršev, ki se ne vtikajo v tvoje odraslo življenje. Kaj bi priporočil parom, ki pa se soočajo z vtikujočimi se starši, še posebej, če gre za sobivanje, ker to pa je realnost mnogih družin, tudi naših, diževih recimo, ne, da pač živimo skupaj z, ali pa živijo skupaj z. Kako primaren odnos vzpostaviti z možem, z ženo in kako recimo dati neke zdrave meje, pa na njih vztrajati. In tukaj poudarjam, mora ta korak vsak zase narediti. Ne more zdaj žena za moža, pa mož za ženo, ampak no, mislim, zdaj tako, če so lahko si pomagati kaj videti. To je vedno težka situacija, ker sploh mož, a ne, če je pri starših od žene, načeloma zelo hitro kastriran, pride z vseh strani. A ne. Ja. Pa tudi, če je pa doma, a ne, je pa napet, je pa na dve strani razpet, a ne, med ženo in med mamo, a ne, ko vsaka nekaj hoče, a ne, in ga nateguje vsako na eno stran in je pravzaprav ni čudno, a ne, da gre človek pol 2-3 pive zvečer, da se lahko zadiha. Da lahko preživi, tako da je to sila neugodna situacija, ne, jaz mislim, meni je noro to, tako kot govorim z mlajšimi ljudmi, a ne, ko, naprimer, nekje da je situacija, ko ne morejo, a ne, ko res ni druge, kot da živijo z starši. Ja. Ne vem, zaradi takšnih ljudi. Takih se bojim, da je zelo malo, in da gre bolj za pragmatičnost. Ne, in bolj tako imajo neko korist, tako. In na nek način, kaj pa vem, ne, jaz tudi tako, ko gledam, pa malo razmišljam, ne, tudi probam zdaj vse narediti, pravzaprav, da zdaj tisto, kar lahko dam otrokom, ko res rabi, ne pol, ko bom umrl, pa bojo dedvali, ko bo itak že svoje vse imeli v tem kontekstu. Ne. Ja. Ravno, da zdaj to rešim, da se naprimer kaj takega ne bi naredili. Ampak dobro, ni to. Ne. Meni to ni jasno, ne, ko imajo službe, ko delajo. Ne, pol, ne nese na to, da bi na svoje šli, ne škoda denarja. Ne, smeri, ne, če ti je to bolj škoda, kakor to, da nek normalno svoje odraslo življenje vzpostaviš. Ne, ampak po drugi strani je pa tudi to res, ne. Je dobro, ne, da se stran uceliš, ampak tudi, če gre stran, a ne, še vedno, kako je že na nekem filmu je bilo, ne, neko glavo sabo neseš, ne. Gre glava s tabo, a ne, in neke stvari ustane. Lahko greš na drug konec sveta, pa nekem moškemu, ki je zlizen z mamo, a ne, je dosti sam, da pomisli, da ga bo klicala, ne, ali pa ko ga klice, pa se neki mehanizmi ustvari, ampak je pa res, a ne, če si ločen, lažje vidiš potem, a ne. Če si fizično nekje drugje, a ne. Ja. Neka patologija in predvsem lažje potem razrešuješ in meje postavljaš. In tukaj ne vem, ne, mož sigurno, če so pri doma, tam pri moškem, a ne, pri možu, pri moževih starših, a ne, pač je naloga moža, da nikoli ne pusti, ne vem, da tašča ali pa tast karkoli od žene, a ne, pač njegovi starši proti ženi, na primer, govori, a ne, tukaj, da jo zaščiti. To je primarno nujno. Ja. To je njegova naloga, a ne, in kar je dostikrat, a ne, seveda težava,
Drugo pa je to, ne, da potem recepta ni. Če bi tukaj recepti bili, bi bilo to zelo enostavno. Mnogokrat ljudje pridejo, pa kako ne to naredimo, pa ne vem, ni. To si mora tukaj vsak sam najdeti pot in na kak način. Ampak generalno seveda neke pač meje postaviti in potem predvsem te meje držati. To je tisto, to je problem, ne? Se pravi, po eni strani je lažje čist prerežati odnos, ampak tega si recimo verjetno nihče ne želi. Tako, ampak kdaj ne gre, tudi z tega ni potrebno. Ampak če ti postaviš mejo, pa jih pač žal doskrat ne tukaj spet predvsem mame na vse možne načine zvito hočejo prebijati. In če ni druge, je pa žal treba odrezati, da ti lahko, saj ne gre za to, tudi ne gre za to zdaj v tem kontekstu, tako predvsem v komunah, tukaj so zelo občutljivi ali pa kakšne nove skupine pridejo, če jim tako malo bolj direkt poveš. Ne gre zdaj to pomeni, da ne vem, mama slaba, da je oče slab, da to delaš žlahtno, čeprav nekatere tudi ne, ampak redko. Imajo tudi oni svojo zgodbo, ki jih kasneje seveda tudi otrok lahko razume, in ima najbrž dobre razloge sicer, da to dela, ampak težava je, ker zdaj ta posameznik naš, ne more ukrevati, ker on neke stvari naredi stopničko gor. Ampak potem, ko mama prebije mejo, ga nazaj potegne 2 stopnice dol, z vsem njegovim občutki krivde in sramu. In potem, ko bi ga sklopko tišel, ne gre nikamor. In zato mora presekati, če to res tako intenzivno prebijajo starši meje, da v miru to svoje težave razreši, razčisti in potem lahko, in tudi običajno, potem vzpostavijo nazaj odnos. In morda starši nekaj spremenijo, ponavadi sicer ne, ampak ima ta naš tukaj kapaciteto, da pač ve, da mama ne bo drugačna, da ve, da ne vem, ženska ne rabi potrditve od mame in da je ne bo dobila in da tudi ve, ko bo mama nekaj čustveno izsiljevala, da pač to ni več ne boli, ne skrbi in ne srbi. In tako, ko vedno v hecu pa naš oče reče, pač vzame, ne vem, jajce, kruh, zelenjavo, meso, ki dajo brez slabe vesti in gre. Občutke krivde v tem pusti. Tako pa ni, jih pa ni. In to tudi mnogo na tej poti, razreševanje, kar jaz opažam, kar je velik problem in zakaj je tukaj zanikanje, in zakaj je, ker mnogi, dobro, si to je splošno znano, se nam ponavljal, bi vse drugače, sam če nič narediti ni treba, pa nič ne bi drugače naredili, ampak gre bolj za to, kar vidim, pač vedno je, pač je napor, mislim, rabiš poguma, da greš v spremenje, je boleče in je naporne in trga staro, da nastaja novo in tukaj ni brez tega, pač nima vsak tudi teh kapacitet, to je prvo. Drugo, kar je pa razlog, je to, da lažje, to zanikanje, pravzaprav, ker doskrat gre, tukaj doskrat tudi za kar težke patologije, ne vem, kdo je odraščal v alkoholični družini in ne vem, oče, mamo pretepal, saj ni vse tako hudo, ampak doskrat, pa je pretepal, pa potem je on mogel odgovornosti prevzemati, ker tudi slučajno ni bilo mesto, je bil ropan nekega otroštva, vse skupaj je bilo negotovo, ne vem, to, ko so primeri, ko je star 7-8 let, pa starši med sabo si z orožjem grozijo, pa take stvari. To, mislim, otroku ostane, ne vem, oče grozi za puško, da bo vse pobil, ali pa ima pištolo pod polštrom in take, in je nasilen do mame in v končni fazi tudi do otrok. To pusti neke posledice. Pa kaj se potem zgodi? Normalno, da se to do neke mere potlači, pač malo zanika, malo zrelativizira, se kao tako ni bilo in pol najlažje reče, tako malo naredijo, saj sem jim odpustil. Ker to pravzaprav nekako lažje, tukaj je vleč ta svoj voz gnoja krivde, kot to krivdo dati tem, ki mi gre, zato ker to narediš in ko daš to krivdo, pravzaprav pol tudi sebi priznaš, da si bil škodovan, da so ti stvari dogajale, ki se ne bi smele, naprimer nobenemu. In tukaj ne zmore. In potem hkrati, kar se še zgodi sploh, naprimer, ker doskrat se zgodba ponovi, se posameznik zapije in to je tisto, ki se mora svojo patologijo
soočiti, kaj vse je on naprimer, Naprej svojim že otrokom naredil, naredil. ja. Ne. In tukaj mnogi potem tega ne zmorejo. Okay, ampak recimo, jaz mislim, da Trezni, ne, procentualno takih težkih tragedij pri nas, se mi zdi, da je več enih takih, ali pa če to moj napačen vtis, pa sem v krščanskem mehurčku. Se pravi, da je več enih takih vsakodnevnih patologij, ki pač niso toliko, bi rekel, prav sekiro za nekomu. Jaz ni bi bil toliko prepričan. Ne bi bil Okay, toliko res, ziher, mislim, ne. ko pridejo, je tega zelo veliko. Ja. Pač, ko pride s težavami, ker pač alkoholizem je velik. Ja. Se pravi, tukaj so številke, ne bi bile okoli 200-250 tisoč. In tukaj je mnogo tega, res ni tako ekstremno, da bi. Ampak ja, na neki točki vse to najhujše. Se pravi, ni delč tega, da bi zdaj vsak alkoholik bil nasilen, pretepal, ne vem, ampak v vsaki situaciji pa je neka nesigurnost, nek kaos, nekaj, kar otroci doma ne vejo, kaj pričakujejo, kaj bo. Ali zdaj lahko tudi očeni, ampak potem mama, ki je jezna na očete, se maščuje nad otrokom, pa jih potem fizično kaznuje, naprimer, ali pa kako drugače. Definitivno pa ne po nekem razporedu, ko bi oni lahko vedeli, ne vem, to bomo naredili, pa bo to, ampak čist po nekem, tekem počutenje, ta neka negotovost. Mislim, da vsak otrok alkoholika, ko se je to malo vleklo, bo znal povedati, ne vem, kako izostri občutek, ker točno ve, ne vem, kako se pripelje oče, kaj bo prišel, kako z avta stopi, kaj bo sledilo. In tukaj se mi zdi zelo pogosto pride saj do nekih groženj, ki jih pač otrok normalno dojema zelo ogrožujoče. Predvsem pa tudi to, potem ni viden, se pravi, neke vloge prevzema, ki mu ne pritičejo, ni nikakor potrjen, ni spoštovan. Želi biti pa priden, da bo vse v redu. Ja, pol so pa druge, pol imaš pa seveda odziv ta, ko se dekompenzira, ko pač ponovadi fantje in so uporniki in razbijajo in so problematični. In to ni tak problem, ker take se vidi. Problem so seveda te pridne punčke v tem kontekstu. Tako. Ko obrnejo vase, ko vse prav naredijo, ponovadi pa v kakšni anoreksiji končajo, in pač se ponovadi ločene po tej potrebi po očetu, ali pač grejo v neko promiskuiteto in iščejo v partnerjih, da jih bojo potrdili in jih ne, in to potem menjajo, ali pa grejo v to pridnost in pol ponovadi v nadzorovanje, v tako, telo lahko nadzira in pol to gre v eno ali drugo smer, ali pa seveda tukaj odklanjajo z tem, ko hrano odklanjajo pravzaprav neko odraslo vlogo, ker se noče poistovetiti z mami neko seksualnost svojo, in tudi pač je to pravzaprav edino, kar lahko kontrolirajo. Ampak problem je, ker se teh ne vidi, ker v šolskih svetovalnih službah ni teh pridnih punč, ker so nemoteče. So pa pravzaprav fanti, kjer bi morda samo malo več reda rabili in ne bi rabili biti v teh službah, da se jih obravnava pravzaprav zaradi nekih stvari, ki ni tako, to. Mimo grede na temo izkušnje otroka alkoholika imamo dve zelo dobri oddaji, posneti naša sodelavka Erika Novak, je res izjemno pričevanje dala, kaj pomeni odraščati v takem domu, tako da recimo na ta način je, če koga zanima, ampak to recimo. Je bolj, ni to, da je posamična zgodba, pa da je slučajno tako. Ampak tega je večina, praviš, vzorc, Tako, to je pač vzor, tako res ni, mislim, hecov, pač niso, ni to tako, da razumem, je bolj prisotno, kot se zdi. Ampak velik problem je to, a veste, v tej naši družbi, kaj je problem, kar jaz opažam, je to, ker je to neprepoznano. Zdaj tukaj stroka ne gre na roko, ko se še odvisnost ukinja kot diagnoza. Zdaj psihosocialni delavci pa sploh imajo to terminologijo. Pri nas že alkoholik se ne uporablja alkoholizem, ker pač ni korektno. Nemci s tem nimajo težav, Angleži. Dan se v tej družbi korektnosti pravilno, da se koga ne užali, se zelo pazi, kako kaj se sploh sme reči. In ne vem, psihosocialni delavci že nekaj časa, boh ne dej, da bi ti napisal neko tudi raziskovalno delo, karkoli alkoholik ali pa odvisno od alkohola, pač seveda je
nekdo, ki prekomerno pije. Tudi psihiatrija ukinja, Američani so že v Evropi v letos odvisnost, ne, ker pač, tukaj je res, ne, ker je težko točno reči, ne, ne, ker je, ni, ne, en lahko spije zelo velik, pa ni odvisen, en pa zelo mal, pa ga bo neslo, ne, ampak kljub vsemu, na neki točki, ko se pa razvije, se pa točno ve, da je to, ampak kaj, ne, ker se nekaj ne poimenuje, potem tega pravzaprav ni. In težava je, ker je alkohol pri nas že to tako sprejemljiv, ne, če se že poimenuje, ponavadi se zelo pozno, a ne, pa ima potem vsaj nek otrok možnost, da vidi, a ne, moj foter je bil odvisen od alkohola, normalno, da se meni neke stvari dogajajo, lahko tudi zaradi tega, ne zato, ker je z mano nekaj Tako, narobe. da ne da nas. Ampak zdaj pa, ampak se tega žal ne prepozna, a ne, ker pač itak vsi pijejo. Z ljudem je normalno, da ob 12 premalci per spiješ. Ne, da se zvečer pije, a ne, da se pač pravzaprav, da je skozi alkohol, in to ni noben problem. In dejansko una zadnja faza propada se prepozna šele kot, da je nekdo alkoholik. Ne. In zdaj, če mi še tukaj enega pravzaprav aktivnega pivca ne znamo prepoznati kot odvisnega od alkohola, ne rečemo, vaš mož pa, ali pa žoče pa malo prekomerno pije, ne, to je hud problem. Tistega, ki odrašča ob njima, ne, ker potem on tega ne prepozna in ne ve, odkje vsa ta njegova patologija pravzaprav on prihaja. Z mano nekaj narobe to, kar mi pravijo, ne, neko meglo dela, da ne delam v redu, a ne, da se tako odzive na neke stvari. To je ta težava. Ne, in tukaj, zato je to pomembno poimenovati in prepoznati, a ne, da se lahko na eni strani hitreje svojci okoli ukrepajo, in delajo pri tem, da se morda to zdravi. Drugo pa, da te oškodovani pravzaprav vejo, s čim imajo opravka in da ni njihovo to, a ne, in da z njimi nekaj narobe. A ne. Ok. Če greva počasi proti zaključku. Kaj se da sploh narediti v tej družbi? Se pravi, to, kar delamo, kar delate, kaj lahko recimo posamezniki naredijo? Se pravi, dotaknila so se najbolj, bi rekel, tega odhoda od doma, dotaknila so se alkoholizma, pač patologije, ki ob tem pride, drugih odvisnosti. Tudi prej sva privat, ko sva se pogovarjala o digitalnih odvisnostih, govorila, tukaj gre za neke podobne mehanizme. Ne? Jaz recimo vidim pri Dižu, kjer pokombiniramo tudi to pač stroko, tudi z duhovnostjo, vidim, kako je tukaj eno to čist človekovo hrepenenje, ne? Hrepenenje po presežnem, po Bogu, po Božjem, ne, ki ga pa potem ponavadi damo, to hrepenenje usmerimo v ljudi, se pravi v starše ali pa celo v partnerja, v moža, v ženo, in od njega zahtevamo neke božje lastnosti. Ne. Se pravi, dejstvo je, ljudje smo in bomo ostali krvavi pod kožo. Ne. Se pravi, priznati si moramo neko temeljno grešnost. Ali pa patologijo, če hočeš. Ne. Z vso pa ni treba živeti. Ne. Dejansko je pa marsikaj treba pa zagrabiti, pa narediti, pa spremeniti. Tako. Ampak seveda, ne. Ampak to lih v tem, to sem spomnil, kaj si rekel, ne, v tej grešnosti, a ne, kako v bistvu ne, da ampak je pa sestavni del ravno tega približevanja, oddaljevanja, a ne, to predvsem pri najstnikih, a ne, to, da se tukaj starši da pustijo, a ne, da se oddalji, da gre stran, a veš, da vidi, a ne, da pride do nekega samozavedanja, in da lahko on sam odločitve sprejema, a ne, in potem seveda tukaj se nazaj vrne. A ne. V tem kontekstu, in če gledaš staro zavezo, a ne, in kako v bistvu tukaj ta korak, ne, mislim, da se razlaga, tako ni bil kot greh gledan, ne, Adama in Eve, potem v novi, a ne, to oddaljevanje, da pride do tega, korak zase, veš, pred sebi narediš, da izstopiš kot, da prideš v smer tega, kdo si, samozavedanje, a ne, in da je to v redu, ne, v tem smislu. Tako, da to dopustimo. Obenem, jaz mislim, da imajo starši najstnikov veliko delo sami s seboj in svojimi starši. Ne. In tukaj se imajo, a veš, v tem smislu, starši najstnikov bolj s sabo zaukvarjati, kot pa s tem. Mislim,
tako bojo to razpucali, bojo znali tudi svoje otroke spustiti. Ne. Tako to se mi zdi. No. In kakšno literaturo bi, mogoče kakšno tako dobro poljudno knjigo, no, da ni preveč strokovna, recimo. Ne vem, tvoj oče napisal Otroci alkoholikov in tiranov, ta je šla zelo v smer prav takih tam so hujših predvsem zgodbe. ja, tako, ja. Tam so predvsem zgodbe tam so zgodbe noter. Zdaj literature je kar zelo veliko, zdaj, da pomislim, da rečem, tako da ne bo. vstopna reč, če je kaj takega, da bi lahko. Glede odnosov. Ja, pa glede tega recimo osamosvajanja, ne. Ena je bila rezanje starševskih spon, je bila Rezanje včasih, ne. spon, tako, neka tudi taka to ena je, bila. to je že dolgo, kar Ta je sem bila stara bral. reč, ja. Kar se tiče literature, ja, mislim, to, kar je oče pisal, a ne, to je sigurno ta Otroci alkoholikov in tiranov, so te zgodbe noter, potem v tej večkrat sem ji kupil rože, kot me je pričakalo v Negližeju, taj tudi, a ne. Tukaj predvsem so zgodbe, ker je to zelo dobro pokazano, a ne, ker je bolj zanimivo in mislim, Ja, da se tako, da ne, da prebrati, tudi ja. prek primerov potem, da se prepoznajo, a ne. Nekje, da vidijo, kje je. Zdaj pa razmišljam, katera bi bila, tako, mene zelo, kar je nagovorila in pravzaprav, kar je temelj, v zadnjem času me je zelo nagovorila knjiga, se jih je kar nekaj napisal, Mihaela Winterhofa, on je Zakaj naši otroci postajajo tirani, a ne. Wow. Tukaj že to, kako pač k vzgoji pristopati, kje so problemi te vzgoje, a ne, in vse to pravzaprav je temelj in pol tudi, če se tega držiš nekako, ne, tudi naprej, potem gre v to smer, a ne, da spuščaš, da se ločiš tako. Pa drugače, ne vem, to Elizabeth Lucas, rečemo, družina in smisel, ona tukaj not zelo lepo tudi opisuje to, a ne, koliko ima vloge starša, ne, oba starša v neki fazi, a ne, v družini, a ne, ko je, ne vem, mali otrok, ko je najstnik, tako to. Ok, super. Se mi zdi fajn, veš, da dava nek korak naprej. Za ljudi, ki so tole gledali, poslušali, prišli do konca. Tisti, ki so se do konca zborili. Ja, hvala Bogu, ne, super, lep, mislim, da je bil tak en res konstruktiven pa dober pogovor, no, da so šla nekako iz osebnega na to splošno, no, in da pač so pokazala, da je tukaj veliko za delati in da imamo vsi s tem kaj za opraviti, no. Celo Perkotovi. Tudi, ne, vse to je, kako je, to je odraslo življenje, to je Scott Peck, ne, najlepše pisal, ne, dobro, to pa tudi je, seveda vsakega zapre, ta ljubezen in duhovna rast, ne, to je klasika, ne, in on ravno v tem piše, ne, tako vse mi je jasno, ne vem, če hočeš boljši biti, ne, onda primer matematike, ne, moraš vedno težje račune reševati, ne, in to vsak sprejme in se mu zdi logično in ve, da če ne bo delal, da ne bo napredoval, ravno tako v športu, ne, moraš trenirati, ne, v življenju, pravzaprav nam pa to rast, ne, tudi duhovno rast, omogoče ravno problemi, pa vsi se jih izogibamo, ne, in jih ne bi sploh zanikanje, ja. In tukaj je to, ne, da imaš te kapacitete, se dnevno s problemi, soočaš probleme, rešuješ, ne, in to ti potem zadovoljstvo nudi in nek zadovoljiv življenjski slog, ne. Tako da pač je to sestavni del, ne, in tudi so normalno v življenju sestavni iz nekih problemov, ki ti jih vsak nov dan da pred tebe in ti pač jih moraš rešiti. In to pravzaprav je tudi edino, pravzaprav tisto te pravo, kjer vidiš, kaj si, a ne. Ker tudi danes je tako zelo moderno, če se tega dotakne, delo na sebi, a ne. Da razmišljaš. In delo na sebi in to tako polno ust, a ne, je mnogo strokovnjakov, pa vprašaš, kaj pa pomeni delo na sebi, pa ne znajo točno odgovoriti. Dejansko je to, ne, da vsak dan rešiš te sprotne težave, ki ti jih življenje da in pol natančno veš. Kdo in kaj si. Kdo si, ja. Uroš, hvala lepa. Ja, hvala tebi za super pogovor, je bil res. Lepo, ja. Hvala. Bova morda še kdaj kaj. Okay. Tako. Drugače pa res hvala vam, ki ste poslušali, gledali torej oddajo Odnosi so zakon, ki jo pripravljamo pri družini in življenju. Najdete nas na www.dis.si, tam se lahko naročite na e-novičke ali pa kliknete subscribe, se naročite na ta kanal
in se bomo redno videvali in poslušali.